Jaka Bijol nasmejani obrazi reprezentantov verjetno povedo vse. Ja, mislim, da imamo razlog danes, da smo res hladno nasmejani, ena dobra tekma. Mislim, da smo res imeli celo tekmo danes pod kontrolo od prve do zadnje minute in že v tekmo smo šli pravi nekako in pol je lažje, ko daš 2 gola. Res ena super predstava Benjamina danes. Ampak mislim, da tudi cela ekipa je danes res odgarala eno pravo tekmo in nekako mirno pripeljala do konca in to tudi je neka rast ekipe. Pa je bila tekma točno takšna, kot ste jo pričakovali? Novi trener, od prejšnjih tekem s Kazahstanom, od prejšnjih 2, teda male neke spremembe so bile, ampak mislim, da smo se res super odzvali in odigrali, tako sem že rekel, eno res super tekmo. Lahko že sedaj naredimo pogled v oktobrski termin, torej Norvežani so zmagali doma proti Avstrijcem, skupaj si delite prvo mesto sedaj? Ja, mislim, da bo to obe tekmi spet težki, tudi v Kazahstan pol potovati ni mala stvar in se treba res spet dobro pripraviti, dobro regenerirati med tekmami in da bomo prišli pripravljeni in na prvo in na drugo. Normalno pa, da bo v Oslu ena zelo težka tekma in tudi v Kazahstanu konec koncev ni več lahkih tekem, ampak če smo mi pravi, pol bo že okej. Petar Stojanović, zmaga, ki ste jo potrebovali, pričakovali in jo dobili torej in sedaj še prvo mesto na lestvici. Enkraten večer. Ja, res je, ne samo večer, ampak tudi cel zbor je bil tako, kot smo si začrtali na začetku, tako da super je. Še enkrat več smo pokazali, da se nismo sploh po evropskem prvenstvu in velikih rezultatih sprostili. Meljamo naprej in to je ta ekipa, imamo to mentaliteto, selektor in cel štab nam je to vsadil v glavo in gremo naprej. Seveda, da pač nismo pričakovali tako lahko tekmo, kakor je na koncu bila. Bilo je zelo težko igrišče, ampak smo se prilagodili in zmagali kot ekipa. Koliko je besed o vaši igri? Zdelo se je, da imate precej svobode v igri. Bili ste na vseh koncih in krajih. Ja, zaradi tega, ker mogoče je Kazahstan bil malo bolj defanzivno postavljen s 5 igralci v zadnji in ni bilo toliko prostora na bokih, sem se več izvlačil v sredino, ampak na koncu koncev hvala Šeškotu za lepe 3 gole in seveda za zmago, ampak še enkrat ponavljam, igrali smo kot ekipa, kot vsako tekmo in čestitam vsem fantom in hvala navijačem, da so nas prišli podpreti v takem številu, kljub temu, da je ponedeljek in da je bilo dosti težko vreme, tako da hvala iz srca. Glede na rezultate po prvih 2 krogih se zdi, da bosta 3. in 4. odločala o vrhu skupine. Ja, mislim, čakajo nas še naprej težke tekme, dolga potovanja, tako da nič še ni odločeno, na dobri smo poti, če bomo šli tako naprej, ne rabimo skrbeti, ampak gremo tekmo po tekmo in ne razmišljamo o končnem cilju, čeprav ga imamo nekje v zadaju v glavi, ampak je pomembno, da gremo tekmo po tekmo. Ampak ta v Oslu bo morda najpomembnejša. Ja, sigurno bo najbolj pomembna tekma, zelo težka, vemo, da je Norveška odlična reprezentanca, če se ne motim, so danes zmagali, tako da so pokazali, da so kvalitetni, ampak tudi mi imamo svoje kvalitete in ne bomo šli zihar tja samo odigrati tekmo. Žan Celeren, vtis osebni po tej zmagi, kako je šlo, kaj bi rekli, torej zmaga, ki je bila pričakovana? Ja, mislim, pač hoteli smo zmagati, vedeli smo, da bo težko igrišče. Mislim, lahko ste tudi videli, da je bilo pač težko igrati na takem terenu, ampak na koncu je bila pomembna samo zmaga in to smo dobili. Ja. Osebna vloga oziroma osebno zadovoljstvo, kakšno je glede na igro? Je kakšen feedback tudi strani selektorja Keka? Ja, mislim, je tako zadovoljen, da smo zmagali, zdaj moramo samo nadaljevati to. Naslednja tekma je že zelo hitra, čez 1 mesec, tako da moramo samo tako nadaljevati. Mislim, tudi na osebno igro, kar huda konkurenca je na vašem igralnem mestu? Ja, mislim, vsi želimo narediti top igre in da na koncu prispevamo ekipi zmago, tako da damo vse od sebe. Je možen že sedaj pogled proti oktobrskemu terminu, torej derbi vas čaka v Oslu? Ja, se pravim, hitro bo prišla ta tekma, tako da moramo res nadaljevati vsako igro in tudi zmagati naprej. Benjamin Šeško, enkraten večer, darilo selektorju, darilo navijačem, darilo sebi, verjetno
vse skupaj tako rekoč kot iz sana. Ja, definitivno. Sploh prvo za svojo državo je itak najlepša stvar, zmeraj ostane v spominu, sploh zato, ker se je vse dobro izteklo. Na pomembnem tekmovanju na koncu. In ja, ful sem vesel za ta dogodek, za celo ekipo in zdaj treba samo nadaljevati. Ja, videli smo vas v napadu, pa tudi v obrambnih nalogah ste bili danes aktivni. Ja, treba je delovati v obe smeri za tako reprezentanco. V vsakem trenutku je pomembno, da sem zraven, da vsak igralec zraven. In ja, seveda, če imam moč, seveda dajem zmeraj vse od sebe. Ja, še pogled v nadaljevanje teh kvalifikacij oziroma Lige narodov, sedaj bo derbi v Oslu oktobra. Ja, definitivno se mi zdi, da je pač pomembno, da gremo isto v tekmo, kot smo šli zdaj, ker danes smo igrali nenormalno dobro, res smo pokazali kvaliteto. Iz tekmo se praktično izboljšujemo in pomembno je samo, da to vzdržujemo in rastemo s tem. Bo pa tista v Oslu drugačna verjetno kot ta. Definitivno. Hvala lepa.